čisto nobenega razloga ni, da se sekirate za negativne komentarje. Diskoteka Afrika, najbolj prepoznavna blagovna znamka v Trebnjem, v to sem prepričan. Zato ljudi ne ve niti za Trimo Trebnje, niti za rokometni klub, po mojem. Jaz sem se videl, da jaz bi tudi raziskaval, odkrival nove svetove in tako naprej. In sem bil razočaran, ker zdaj že vse odkrito, nimaš več kaj novega odkriti. Meni je čudovita izkušnja knjigo pisati in moram reči, da tudi začetek je bil težak. Na koncu sem pa že zelo užival v pisanju in mislim, da bom sigurno še kakšno knjigo napisal. En dober dan želim. Moje ime je Žiga Kastelic, urednik knjige Vse se da, če se hoče, Tomaža Gorca, ki je tudi danes moj gost. Tomaž, lepo pozdravljen. Hvala. Rekla sva, da danes spregovoriva par dobrih besed o njegovi knjigi, avtobiografiji. In če se strinjava, bi kar začela. No? Seveda. Evo, bova začela s klasiko. Kako je nastala ta knjiga? Ja, ta knjiga je nastajala zelo dolg časa. Jaz sem že kot srednješolc, zanimivo je to, čeprav nisem bral, ni mi šla slovenščina, ampak sem že kot srednješolc sanjal, da bom enkrat napisal knjigo. Ampak takrat je bilo v mislih neka popotniška knjiga, tako kot Zvone Šeruga, ker takrat sem bil, mislim, da sem še zdaj velik privrženec Zvoneta Šerugata. In on je tudi enkrat na našo šolo prišel predavati, potopisno predavanje je imel in tudi knjige prodajal in jaz sem si rekel, jaz želim biti kot Zvone Šeruga, potoval bom pa knjige pisal. In sem pol tudi v vojski sanjal, da ko pa z vojske pridem, začnem pa potovati, pa knjige pisati. Ampak dobro, do tega pol ni prišlo. Tam nekje po mojem 2001. leta je bil moj prvi poizkus, da sem začel pisati knjigo. Se pravi, sem začel pisati neke, bom rekel, ta moje potovanje, ki sem jih do takrat imel sem 4 in sem to opisoval. In se spomnim, da sem to na eni spletni strani objavil in sem celo, so neko glasovanje imeli za naj potopis in sem jaz celo zmagal. Sem dobro, to ni bilo to neko uradno tekmovanje, ampak dobro, tiste 3 potovanja, ki sem jih opisal, seveda je bilo to čisto premalo za knjigo. In od tega pol ni bilo nič. Sem pa pol 2019 napisal tole svojo prvo knjigo, Kako do prvih mest na Googlu, kar je to čisto nekaj drugega. Res, da je bilo to moja prva knjiga, ampak lahko rečem, da bolj vesel sem te, ker pač je neka moja biografija, tako da, če se na vprašanje vrnem, skozi je bila neka želja, da bom knjigo napisal. In tudi, ko sem pa prvo napisal, sem bil vesel, ampak to je pa tista ta prava, rečemo, da sem o sebi pisal. O sebi. Zdaj marsikdo, ko govorimo o biografijah, se odloči za nekega drugega pisatelja, da napiše v njegovem imenu. V tem primeru seveda ni tako. Zakaj, da bo avtobiografija? No, poznam tudi primere, ko pač pisatelji pišejo o nekih osebah, rečemo moja prijateljica Petra Žgar je to veliko dela, piše v poslovnežih razne te biografije, ampak to ona zato dela, mislim, to verjetno te poslovneži sami knjige ne napišejo, zato ker nimajo časa. Po mojem bi pa tudi oni rajš videli, da bi jo oni napisali in bi mi to zelo prav prišlo, če bi mi jo en drug napisal, ker sem časovno kar zelo na tesnem, ampak tega ne bi nikakor hotel. Jaz sem hotel svojo knjigo, da jo sam napišem in ne bi to tudi, če bi drug meni plačal, ne bi bil za to, da mi drug knjigo napiše. Tako da zdaj to moja knjiga in tudi, ko sem jo pisal, pa sem kaj na Facebooku objavil, so mi ljudje pisali, se ne pišeš ti, se ti piše ChatGPT.
Jaz to tudi pomislil nisem, ker to hočem, da je moje, to je tako, kot bi, ne vem, zmagal na olimpijskih igrah, na maratonu, ampak da bi nekje eno bližnjico najdel, pa bi namesto 42 km pretekel 20 km. Ne. Mislim, zmagal bi, ampak koliko pa človeku ta zmaga pomeni, po mojem, da pa nič ne. Tako da saj meni ne bi nič, no. Tako da jaz na to nisem pomislil. Ja, zdaj verjetno je tukaj tudi ena dobra mera iskrenosti pa resničnosti, ki bi se zgubila. Ja, verjeten tudi, pa verjeten, da tudi, in tudi jaz mislim, da noben ne more tako dober v narekovajih napisati, kakor jaz, ker jaz imam v mislih, kako se mi neki dogodek dogodil. Seveda lepš, pa literarno bolj prav, pa večjo literarno vrednost bi verjetno imel, če bi nekdo drug napisal, ki je dober pisatelj, ne. Ampak mislim, da bistvo je pa v tem, da sam napišeš, ko sem ti točno veš, kaj en dogodek opisuješ, točno kako si se počutil in probaš čim bolj tako napisati, ne. Ja, se definitivno strinjam. Zdaj, pri pisanju pisatelj, uradno, že par let, ne. Ja. Vsak avtor ima svoj stil nekak pisanja. Zdaj sledilci vejo, da je nekoč padla odločitev, napisal bom knjigo. Kako je potekalo pisanje same knjige? Ja, jaz sem se enkrat odločil, pol, da bom napisal, in sem se tudi jo lotil pisati. To je bilo glih 2 leti prej, preden sem jo napisal. In sem, bom rekel, zelo velik, bom rekel, zdaj knjiga ima 556 strani. Rečemo, da sem tisto v parih dneh napisal ene 80 strani, no potem sem pa to zadevo dal na stran za več kot let pa pol. Tako da pol vse ostalo, pa tudi tisti prvi del, sem malo popravil, sem pa napisal, bom rekel, v lanskem letu, v mesecu oktobru, novembru pa decembru. Ampak sem se to res posvetil pisanju, sem imel samo to pisanje, sem se prav zavestno, niti na noben izlet, na noben potovanje nisem šel, kar sem za službo, sem si samo une čist najbolj nujne zadeve, drugače sem pa zjutraj ob 7 šel to pisati. In sem kdaj pisal, ne cel dan, se cel dan najbrž težko pišeš, ne vem, tudi do 11 zvečer, in spomnim se, da najboljše mi je šlo tam od 8 zvečer do 11, čeprav sem drugače hiter zaspan, ampak takrat ki si mu že veliko napisano, ne, ki ima že napisano kar nekaj strani, ti pol čisto enostavno še 1, 2 ali pa 3 napisati, ne. Najtežje je prvo napisati, prvo stran v dnevu, ne. Tudi vsak dan sem si zapisal, na kateri strani sem začel, ne. Zato so bile strani v Wordu na A4 takrat, ne, tako da to s knjigo nima veze, oziroma no, A4 v Wordu je približno, so slabe 2 strani v knjigi, ne, ki je pač, to je manjši format. Tako da sem si zmeraj napisal in sem pol to, tako da cilj sem imel, da napišem nekih 10 strani na dan, če so vsak dan mi ni uspelo, ker sem vseeno mogel še kaj drugega narediti, ne, včasih sem jih pa tudi bistveno več napisal, ne. Kar opasno. Na debelini se opasi, ja. Točno to. Ja. Zdaj, ker gre seveda za avtobiografijo oziroma za zapisovanje življenja, a je bilo težko, mogoče, ali pa po drugi strani čudovito, se spomniti nekih stvari iz otroštva, najstništva in naprej? Rekel, da 99% stvari je bilo čudovito se spomniti, ne. Ali pa 98, ne, 2% sta pa tudi taka, se to sem pisal v knjigi, ne. So tudi ene stvari, na katere nisem ponosen, da sem jih naredil, ne. Tisto se je bilo mogoče malo težje spominjati, mislim, ni bil glih neki dober priokus. Čeprav ostalo se je bilo pa fino spominjati, tudi malo osvežiš si spomin. In bom tudi tako rekel, ne, pisanje knjige je ena super izkušnja
In to sem tudi že preden sem jo začel pisati vedel in sem si tudi že rekel, knjigo se mi splača napisati, tudi če ne bom nobene prodal, ne. Ker je to neka posebna izkušnja, ki, bom rekel, ti tudi malo da neke ideje za naprej, kako naj gre življenje. Seveda to dobiš na osnovi tega, na osnovi preteklih izkušenj, ne. Ker jaz nekih stvari se ne bi mogoče nikoli več v življenju spomnil, če ne bi te knjige pisal, ne. Tako sem bil pa prisiljen in jaz sem tudi recimo tako, ko sem se z avtom vozil, ne, pa sem razmišljal, kaj moram še vse napisati, pa sem premleval v glavi, pa tako naprej, pa sem se nekaj spomnil, ne, tako da jaz sem se pol to kar na prvem parkirplacu v avtu ustavil, po telefon zapisal ali pa en zvezek samo pri sebi, ker drugače lahko v 15 minutah to pozabiš, ne. Tako da meni je čudovita izkušnja knjigo pisati in moram reči, da tudi začetek je bil težak, na koncu sem pa že zelo užival v pisanju in mislim, da bom sigurno še kakšno knjigo napisal, ker sem tudi dobil ljubezen do pisanja, ne. Seveda je pa to luštno delati, če te nič drugega ne preganja, da imaš to čas, ne, tako da. To je pa kar razumljivo, ne. Ja. Zdaj sicer nekaj vsebini sva, ampak še preden se je res lotva, me nekaj specifičnega zanima, to je naslovnica. Ja. Zakaj tak naslov in podnaslovi, ki pravijo, da je Razgaljen do golega knjiga brez dlake na jeziku? Kaj o tem, če bi se dal povedati? No, Razgaljen do golega, pač en me je na socialnih omrežjih vprašal, če je noter moja gola slika, ne, ker sem napisal Razgaljen do golega. To seveda nisem mislil tako, ampak sem mislil tako, pač, da sem povedal čisto vse. Nič nisem skrival, nič nisem olepševal. Jaz sem prepričan, da 99% ljudi, če bi pisalo knjigo, bi spustilo, ali pa če bi bili na mojem mestu, bi 99% ljudi spustilo kar veliko zgodb oziroma bi jih malo olepšalo. Jaz pa to nisem delal, je pa pač garantiran, da so pa napisane točno tako, kakor je bilo, ne. Tako da to je Razgaljen do konca. No, tle imam tudi napisano, ne, da se bo mogoče nad knjigo kdo zgražal. Ja. Se bo sigurno najdel kdo, čeprav imam občutek, da ljudje tudi iskrenost cenijo, ne, tako da tudi jaz delujem po tem principu, da se bolj zgražam na ljudmi, ki so neiskreni, kakor tisti, ki neko svojo slabo stvar povejo po pravici, tako kot je bila, ne. Po mojem je tisti dosti slabši človek, ki neke svoje grde stvari olepšuje, ne pa jih po pravici pove. Tako da sem odgovoril na vprašanje ali nisem. Je bilo dobro. No, zdaj pa kar se majčkeno skoku vsebino, no, tukaj ne bova preveč razkrila, ampak vseeno, recimo knjigo začne uvod, ki je sestavljen iz 2 poglavij, Tako. ki meni osebno nekako postavita tisto rdečo nit celotne knjige, se pravi neko bolj zasebno plat življenja, pa tisto poslovno plat, kot piše priročnik za posel. Zakaj je bilo pomembno, da je uvod sestavljen iz teh 2 poglavij in kaj data bralcu za naprej v branje? Ja, naslov moje knjige je Vse se da, če se hoče. Naslov je tak zato, ker jaz v to res verjamem, ne. Čeprav je to ena taka fraza, ki jo mogoče mrzdo uporablja, pa 1000-krat je bila že prebrana, ne. Ampak jaz res v to verjamem in zdaj sem hotel v teh prvih 2 poglavjih bralcu dokazati z 2 svojim lastnim zgodbam, ena na poslovnem, ena na zasebnem področju, da to res drži. In
jaz mislim, da so zgodbe zelo zanimive in so tudi garantiram popolnoma resnične. In mislim, potrudil sem se, da bi to ljudem tako predstavil. Seveda, ni pa še do zdaj, do tega trenutka noben knjige prebral, tako da nimam še nobenih, razen ti kot urednik, pa mogoče še ene, dva. Tako da nimam zdaj nekih feedbackov, ampak jaz vsem tem ljudem, ki so knjigo naročili, okoli 300 jih je bilo v predprodaji, tako da bom čez 14 dni, 3 tedne napisal en prijazen mail, pa jih bom vprašal, če so knjigo prebrali in če lahko dajo iskreno mnenje. In pol bom pa videl, a mi je to uspelo, tudi s tem 2 poglavjem, jaz mislim, da mi je. In te 2 poglavja naj bi človeka navdušila, da bo pač naprej bral, čeprav pa en tudi, ki jo je prebral, mi je pa rekel, da so mu pa bolj všeč moje zgodbice noter, pol kasneje, tako da to je malo tudi od človeka odvisno. Vsekakor ne. Zdaj tukaj je bil en zelo dober stavek, da je knjiga pravzaprav sestavljena iz toliko vidikov življenja, da bo pravzaprav vsakdo nekaj našel zase, za samo branje. Tako da, kar se tega tiče, je tudi z vidika mene kot bralca in urednika bila zasnovana zelo, zelo dobro. Hvala. Vsestransko bi rekel, to bi bila beseda. Zdaj, velikokrat v avtobiografijah je nekako tisti del otroštva. Zdaj razbrano je, oziroma nekako sem, ali jaz razbral, bi rekel, da je bilo tukaj postavljenih že ogromno enih temeljev za Tomaža, ki ga poznamo danes, recimo. Jaz sem izpostavil delo, oziroma delovne navade, raziskovanje, šport, iznajdljivost oziroma kreativnost. Katere so bile pa tiste veščine, oziroma ki ste jih iz otroštva ponesli v recimo leto 2024? Saj jaz mislim, da v otroštvu se vse že nekako začne, tudi rečemo, tudi neke travme, ki jih imaš, lahko zelo vplivajo na tvoje življenje. Mogoče čisto vse, Rečemo, mene nikoli ni marala nobena punca in to je sigurno bila neka travma. In če ne bi bilo te travme, če bi jaz okoli sebe zmeraj žensko, kar bi hotel, sem prepričan, da ne bi niti diskoteke Afrike bilo. Verjetno se tudi ne bi tu gnal v poslu, ker če vse, mislim, kot mlad fant, saj jaz sem tako razmišljal, so bile punce na prvem mestu, pa zelo težko jih je bilo dobiti, tako da to smo posvetili časa, in to, da si eno punco dobil, mislim, to si na tisoče in tisoče kilometrov z avtom naredil, pravo malo bogatstvo v diskotekah, lokalih in tako naprej, in se je vse bolj okoli tega vrtilo, tako da če jaz tega ne bi imel, vprašanje, kako bi bilo, kako bi šla moja pot, tako da sam osebno tudi menim, da verjetno ni dobro, če ima neki otrok vse, kar si želi. Sicer moj oče je bil privatnik, tako da sem bil za tiste čase iz zelo bogate družine, tako da primanjkalo ni nobene stvari. Čeprav oče nas ni razvajal in tudi zelo sem mogel delati, ampak je bila v meni neka tista želja, da bom nekako uspel, po mojem glih zaradi teh travm, ki sem jih imel. Vse to, kar si prej naštel, delo in tako naprej, dobro, to je pa pač oče mi dal,
prvič na začetku, ko sem mogel delati, ne, no potem je pa oče zelo malo začel to delo plačevati. Tista je bila pa neverjetna motivacija. Ne. In če tole gleda kdo, ki ima otroke, pa da ima privatne, naj čim prej otrokom začne plačevati, ker to ni nič slabega. Ne. En prijatelj enkrat očetu rekel, kaj smrkovca plačuješ, še ga živiš. Ne. Ampak pol, če pomislim, jaz sem sicer dobil plačano za svoje delo, ampak jaz sem si potem kolo, smuče in take stvari mogel sam kupiti. Drugače bi mi jih pa oče kupil. Tako da oče meni v bistvu sploh plača ni dajal, ker ta denar je šel za tiste stvari, ki bi mi jih verjeten oče kupil, če ne bi. Sem pa fino delovne navade dobil in znal denar ceniti in tako naprej, ker problem je, če kdo nima občutka, kako je denar zaslužiti, je pol čisto enostavno zapraviti. Ne. Ja. Prej je bilo sicer kar omenjeno, no, pa je en velik del tudi v najinih pogovorih bil to najstništvo, tiste prve zaljubljenosti in vse ostalo. Bilo je seveda v pogovorih omenjeno, da je knjiga lahko tudi za mlajše fante, načeloma tudi za punce. Časi so drugačni, to je jasno, ampak kaj so tiste neke vrednote za fante, ki bi jim recimo da pomagale pri mogoče takih težavah, kot ste jih imeli v najstništvu? No? No, jaz sem zelo prepričan, da je ta knjiga tudi za mlajše zelo primerna, ker v končni fazi popolnoma nič slabega ne uči. Ne. So sicer moje neumnosti noter napisane, ampak je pol jasno napisano, ne boste tako neumni, kot sem bil jaz, pa ne dela tega. Rečemo, ena stvar je vožnja avta pod vplivom alkohola, ne. Jaz sem se to pijen vozil, ne vem, 500krat siguren, najbrž pa veliko večkrat. Ne. Hvala Bogu, se ni nikoli nič naredilo. V bistvu čist nič se ni naredilo, no razen, da sem 2krat napihal. Takrat so bili tudi drugi časi, ne. Mislim, razmišljanje ljudi je bilo drugačno. Ne. Takrat smo mislili, da policisti nas ne ustavljajo zato, da delajo to zaradi varnosti, da ne bomo mi sebe poškodovali, druge poškodovali, ne. Ampak smo mislili, da so žleh, da nas iz žlehnove zajebavajo. Ne. Tudi taka miselnost je bila in kaj kdo napihal, prasci pokvarjeni, kako more biti tako žleht, so mu dali pihati, pa je bil sam 2 kilometra od doma, pa take zadeve. Ne. Tako da takrat je bilo to čisto čas gledanja. Saj dobro, to je ena taka stvar, ki mislim, da danes mladi niti ne potrebujejo nekega izobraževanja, ker so tako, bom rekel, večina jih je tako odgovornih, da ne vozijo pijani, ne. Ampak dosekdaj pa še najde. Ne. To sem dal, rečemo, samo en primer, je po knjigi še veliko. Tako da jaz mislim, da se tudi marsikjer mlad, bom rekel, najstnik lahko iz te moje knjige veliko nauči. Tudi če ima kakšne težave, da mu je malo lažje, to sem prepričan. Tudi pisali so mi ljudje, sem naročila knjigo za mojega sina, ne, ki je srednješolc, in se zelo veselim, če bom dobil kakšne povratne informacije o tem, kako je. Ne. Ampak tudi mladi naročajo mojo knjigo in tako naprej, tako da sem prepričan, da marsikaj lahko najdejo v tej moji knjigi. Sem tudi sam kar prepričan, da je tako res. Življenje je učiteljica, pravijo. Zdaj, zanimivo mi je bilo izpostavitev učiteljev v življenju. Zdaj, tako dobrih in tistih mogoče malo slabših izkušenj. Kaj je mogoče tisto, kar bi lahko tudi nekateri učitelji mogoče iz knjige razbrali, da kako lahko vplivajo tudi toliko let kasneje na učence? Nočem jaz zdaj tukaj spet neki strokovnjak, ki ima vse rešitve za slovensko šolstvo, ne? Ampak sej izkušnje z učitelji sem
bolj ke ne izpostavljal pozitivne, nekaj zelo malega negativnih, ne. Tako. Ampak v končni fazi, ne, se spoštujem čisto vse učitelje, ki sem jih imel, ampak malo je pa tistih, ki jih imam pa res spoštovanje do njih, ne. Omenil sem učitelja Bojana Lutmana in noter sem tudi napisal, ne, da če bi bili vsi učitelji taki, ki je on, bi mi bili Luksemburg in Švica skupaj, ker on nas je pa toliko naučil in on je mu pred slabim 40 let je mu tak inovativen način učenja, da k njemu na uro je bilo res si šel z veseljem si poslušal in rečemo, ne, zdaj, če pa pogledam pa neko slovenščino, ne, pa smo imeli v srednji šoli zelo v redu učiteljico, ne, ampak nikoli ni povedala, zakaj moramo mi znati slovenščino, pa to književnost, kaj nam bo prav prišla in potem ti misliš, da si tam čisto brez veze, saj jaz sem tak bil, saj to verjetno ne velja za vse učence, za tiste ta boljše so že vedeli, zakaj so se učili. Meni pa to besedno ni noben povedal, ne, ali pa nečak moj, zgleda, ima malo pomen, tudi ne bere hudoret, ne, in jaz sem mu sam napisal neko zgodbico, v kateri sem bil resnična, v kateri sem bil jaz in moj brat, ker sva ga nekaj doma ušpičila, se pravi, brat moj, se pravi, njegov oče, in seveda ta-mal je to z veseljem prebral, ne, tako da tle bi mogli biti tudi kakšne take zadeve, ne, pa so mogoče nas posiljevali za nekim knjigam, ki nismo bili na nivoju, da jih beremo, ne. To je tako, kot ne moreš ti teči maraton, če ne pretečeš še 2 kilometra, ne. Se pa spomnim, da mi je učiteljica v srednji šoli pa enkrat predlagala knjigo Najstnica Tina in jo je pa tako lepo predstavila, sem šel pa takoj v knjižnico in sem jo prebral, ne. Še zdaj, se pravi, po 40 letih skoraj se spomnim naslova, ne. Vsebine se bolj malo spomnim, ampak 40 let je dobro, tako da jaz mislim, da motivirati je treba učence, pa jim sploh povedati, zakaj bi se učili. Pri nas je bilo še tako, da smo nekateri oziroma kar veliko, tisti seveda, to smo bili oni ta slabi, smo mislili, da smo mi frajerji, ki se ne učimo, oni, ki se poučijo, so pa piflarji, bedaki in tako naprej, ne. Tako da in meni bi najbolj zaleglo, če bi mi eden, pa če bi bil to en pameten človek, bi mi lahko v 15 minutah razložil, zakaj jaz razmišljam narobe in zakaj se splača učiti, ne. Se pa upam garantirati, če bi šel še enkrat v srednjo šolo, odličen, mogoče ne bi bil prav dober, bi bil pa sigurno, ne. Ker bi imam drugačen mindset, drugače bi to jemal in tudi verjetno z veseljem v šolo hodil, ker meni je bila tolikšna muka iti v šolo, da to ne morem povedati. In nekdo, kdo pravi, je bilo luštno, ko smo bili mladi. Jaz, ko sem v srednjo šolo hodil, čisto nič, ne. Tako da. Ja. Pa če bi čisto malo spremenil, bi mi bilo mogoče pa lepo. Če bi pol ure na dan se učil, pa mi bilo veliko lepše. Tako sem se pa skozi bil živčen, ko bo oče zvedel, da imam slabe ocene, pa skrival to, v tem sem bil kar dober, v skrivanju, pa tako naprej, ne, prepričal mamo, razredničarko, učiteljico, vse živo, ne, to je v knjigu pisano, tle sem bil dober, ampak v šoli pa nisem bil dober, ker bi tisto energijo dal samo malo učenje, bi jaz čisto lepo normalno naredil in bi mu brezskrbno najstništvo, tako sem bil pa samo živčen. Ja. Zdaj, kot sem že na začetku rekel, da ne bova razkrila vseh podrobnosti, se tega kar dobro drživa. Bi pa v tem času srednje šole se dotaknil tiste iznajdljivosti. No. Mogoče so že takrat se pokazale
neka biznis žilca, ali kako bi rekel, v vas. Mogoče kaj o teh poslovnih idejah že v času srednje šole? Iznajdljivost, kar se šole tiče ali kar se poslovnega tiče? Ne v šoli. Aha, poslovnega. Poslovne ideje. Mislim poslovnega. Ja, jaz sem se že, ko sem bil 16 let star, sem, oziroma mogoče celo že malo prej, sem prodajal računalniške programe. To je bilo takrat čisto legalno, pač se je to presnemavalo. Začelo se na kasete, rečemo Spektrumi, Commodori so bili programi na kaseti, danes mrzdo še ne ve, kaj je kaseta, audio kaseta. In to se je presnemavalo, takrat je bila še Jugoslavija, to je delala cela Jugoslavija in jaz sem tudi to delal, ne, in rečemo v srednji šoli, v prvem letniku, ali pa mogoče bilo v drugem, in prvi in drugi, je bilo celo tako, da sem zaslužil 10 povprečnih plač na mesec nekaj časa. Sicer to sem mogel tudi pred mamo skrivati iz 2 razlogov in pred očetom. Prvi je bil zato, ker mi šola ni šla, pa je zmeraj mama govorila, prva je šola. Mogoče so tudi starši, mogoče tudi bi rekel, kar se staršev tiče, ne, siguren po mojem ni dobro tako pritiskati na otroke, kakor so moji starši name pritiskali, ker pol je to pritisk. In meni se skozi uč se, da ne boš tako kot mi, da bomo mogli delati, pa tako naprej, ne. To je bil tak pritisk, ki bi prehud je bil, no, in je mu negativen učinek, ne. Tako da, če kdo od staršev to gleda, ki ima otroke, mogoče ne razmisli, da, ne vem, ga proba motivirati na en drug način, ne pa s pritiskom, ki to ne bo prišel. No, druga zadeva je bila pa to, ne, da ves ta denar je poštar prinesel kot odkupninske pošiljke in enkrat je tega denarja prinesel en dan, ne 5 plač in je mama rekla, zdaj boš pa tu nehal, ker bo prišla inšpekcija, pa bo vse zaprla, ne. Tako da jaz sem bil iznajdljiv. No, zdaj, če sem malo izdam, kaj sem delal, da sem toliko zaslužil. Ne, rečemo, programe za tega Spektruma pa za Commodore so po celi Jugoslaviji vsi prodajali. Jaz sem upal en računalnik, ki je bil malo boljši, QL Sinclairjev, je mu pa že ni imel kasete, ampak je imel take male kasetke, ki je pa igrico, bom rekel, prenesel na računalnik v pol minute. Una na kasete pa 5 minut, pa še kaseta je bila nezamisljiva, zdaj glih, ki je bilo 4 minute pa pol, je malo prekinilo in je bilo gotovo in si mogel na nov. So bile pa te kasetke zelo drage, jaz se spomnim, cena v Jugoslaviji, kupiti se jih sploh ni dalo v trgovini. Je bila pa cena, tako na črnem trgu, je bila 30 mark nemških. Plača je bila takrat pa 200 mark, ne, se pravi. In jaz sem hodil te kasetke kupovati v Trst, kjer so bile 16 mark, prodajal sem jih za 25 in sem bil najcenejši v Jugoslaviji in sem jih prodal ogromno. Potem sem enega šoferja najdel, da mi jih je iz Münchna prinesel. V Münchnu so bile samo 8 mark. Potem sem pa v Italiji najdel eno računalniško revijo v angleščini, je bila pa noter reklama, je bila pa cena samo 1 marka. Jaz sem prodajal pa po 25. In to je bil najboljši biznis, krat 25 zaslužek, še vem. Ne, zdaj, če si kdo misli, da je bilo to enostavno, niti približno ni bilo enostavno. Pride takrat do računalniške revije v angleškem jeziku, to je bilo težje, kot da nas na Luno iti. Jaz vem, da sem po Italiji, ko smo hodili v Trst ali pa Novo Gorico, jaz sem po vseh trafikah letel, če bi najdel kakšno računalniško revijo v angleščini. In nekje v eni tem kiosku sem jo najdel in sem jo kupil in tam je bila reklama za to. In to je bila ena firma v Angliji
In to si ti mogel denar nakazati. Jaz sem šel v Trebnje na Ljubljansko banko, se to skoraj nakazati niso znali. Nisem bil siguren, da bom to dobil in enkrat samo pride. Niti ni bilo ne carine, ne nič, samo pride. In to je bil vrhunski posel, ne. Tako da, ja, takrat sem bil kar znajdljiv, ja. Znajdljiv, tudi ustrajen. Sem znajdljivost brez ustrajnosti ne bi šlo, zato je naslov moje knjige Vse se da, če se hoče. Ne vem, če bi šel kdo po Italiji pregledati toliko teh vseh kioskov, pa teh trafik, pa vse. Jaz sem to kar po Trstu, po Gorici letel, ne, sej, tu nisem jaz to revijo najdel, ko sem rekel, zdaj po Italiji kupil računalniško revijo v angleškem jeziku. Ne, to mi je mogoče v enem 10. poizkusu šele ratalo, ne. Tako da, tudi spomnim se, ne, v trgovini, ko sem kupoval te kasetke, te male kasetke, v Trstu je to bilo, so s tistim šefom tudi kar nekaj začela sodelovati, sem mu jaz pokazal, kako se programe kopira, pa take zadeve, ne. Pa sem bil takrat star 15-16 let, ne, tako da tudi rabiš neko korajžo, da tam, kar ti greš v trgovino, v tuji državi, ne, še posebej takrat je bilo to, danes so mogoče, so sigurno mladi bolj odprti, mogoče malo lažji, boljši jezik znajo, pa to takrat je bilo to pa kar težko, ampak ni bilo nobenih ovir. Super. Zdaj jaz bi tale preskok tematski pravzaprav uporabil, da gledalce povabim k naročilu knjige. Verjetno bo to na povezavi pod videom. Ja, bomo dali Lepo vabljeni, seveda. Knjiga Vse se da, če se hoče, pa napolne tudi veliko ljubezenskih avantur, bi rekel temu, no. Zdaj sledilci vaši in gledalci so jih že nekaj slišali, Ja. so pa tukaj podrobnosti, ki jih neverjetno, bi rekel, da jih še niso slišali. Sam sem napisal, da gre za najbolj vroče branje tega poletja z nekim namenom, ker ponavadi, ko iščemo tudi tako branje recimo za na plažo, posegamo po takih nekih ljubezenskih avanturah, recimo, ki nas na mladost spomnejo. Kako se je zdaj recimo spominjati na vse to, prej sva rekla, kar nekih travmatskih izkušenj s puncami, kaj je bilo pa pol tisto, ki se je obrnil? No, zdaj prvo, da odgovorim to, ne, zelo veliko zgodbic je, ki jih nisem nikjer povedal, ker sem namerno jih šparal za knjigo, ker Tako. ta moja knjiga, prav ta moja biografija, to imam jaz že skoraj 10 let v planu, da bom napisal ali pa celo več, ne, in sem neke zgodbice šparal, sem rekel, to bo pa samo za knjigo, ne, tako da mi je tudi kdo že kje napisal, da pač itak, da nima smisla knjige kupiti, ker sem že itak vse povedal, ne, ampak niti približno nisem vse povedal, ne. Tako da je veliko več tistega, ki nisem povedal, kakor tistega, ki sem povedal. Tako da zdaj, kako je bilo, ko sem to pisal, ja, bom rekel, kar zabavno, ker se je lepo spomniti na neke stvari za nazaj, ne, in prej, ko so se tudi pogovarjala, ne, ker je bilo vprašanje, kaj se lahko mladi od tega naučijo, ne. Rečemo, ena stvar, ki sem jo napisal, je tudi ta, ne, da za vse punce, ki so me pustile, mi ni za nobeno žal, ne. In tako da, rečemo, eno tako sporočilo nekomu, ki ga punca pusti, pa je čisto gotov, pa misli, da boljše na tem svetu ni, tako sem tudi jaz mislil, ampak danes po tokem času si pa rečem, hvala Bogu, da me je pustila, ker kakšen pekel bi jaz mu na tem svetu, če bi znal bil, ne. Tako da, če ti en tako pove, ne, pa če mu približno verjameš, je verjeten po moje malo lažje, ne. Čeprav, ko sem jaz bil mlad, ne, pa
So mi vsi prijatelji za kakšno govorili, lej, pust to ni zate, to ni ženska. A mi nisem verjel, sem bolj rinil v no, ne. Ampak dobro, oni tudi niso imeli izkušenj, so bili toliko starih, kot jaz, ali celo mlajši. Jaz, ko sem pa zdaj 54 let star, pa mi bo mogoče kakšen mlad pa verjel, da je vsaj približno tako, ne. Se pravim, drugače pa kar se tiče pa pisanja, pa to se mi je bilo pa prav lepo spomniti, ne. Kdo mi kdaj prav, da imam jaz travme zaradi tega, v teh zadevah, v teh puncah, ki pišem, ne, ampak jih nimam, ker če bi jih imel, se verjetno tega ne bi dotikal, ne. In bo mogoče grdo tole zgledalo, ko bom rekel, ne, ampak mislim, sem tudi to knjig napisal, ne. Zdaj, ko srečam kakšno, ki me je pustila, srečam, hvala Bogu, da si me pustila, ne. Se prav nasmejem, prav dobro mi je, ne, in nobenih travm ni, če bi bile, verjetno ne bi o tem govoril, ne. Zdaj, veliko v življenju se je tako lahko spremenil z diskoteko Afrika. Tako. Zanjo sicer pravite in zapišete, no, da ne gre za najbolj uspešen projekt v finančnem smislu, bi pa tudi sam rekel, da gre za neko, mogoče ne bi rekel glih institucijo, no, ampak zagotovo eno najbolj znanih destinacij v zgodovini Slovenije za zabave. Zasega pa kar dober kos knjige, no, tudi zaradi dolžine trajanja in vsega. Kako je nastal ta projekt? Ja, ta projekt je nastal, kakor sem že rekel, ne, sem mislil, da bo malo bolj interesanten za punce, če bom imel diskoteko, ne. Lastniki diskotek so bili zmeraj neki frajerji, punc so zmeraj dosti imeli in to je bila sigurno glavna motivacija. S tem, da sem tudi videl, kako je to dober posel pri drugih, ne. Ampak jaz sem pri drugih videl samo to, ne. Ne vem, mi smo hodili na koncerte, te najbolj znane, Prljevo kazalište, Parni valjak in tako naprej, še prej sem imel z diskoteko in ne vem, spomnim se, enkrat smo Pacifik Krško prišli, 2 ure smo čakali, da smo noter prišli, taka gužva je bila, ne, vstopnica izredno draga in ne, to, ko si izračunaš, wow, koliko človek zasluži, ne. In je res gledalo na prvi pogled zelo dober biznis, ne, ampak jaz pa nisem videl tistih stvari, ki je bila diskoteka čisto prazna, ker običajno tudi nisem šel v Pacifiku Krško, sem šel samo takrat, kadar je bil neki hud band, ki je bil seveda samo po sebi, da bo polno, ne, ampak tudi pri meni, ne vem, Parni valjak je bil 5-krat nabito poln, ta 6. pa nisem čisto prav datum dal, pa mogoče je bil prehiter, eno za drugim, je bilo pa čisto prazno in sem si to naredil zgube, kada bi danes rekel 15.000 evrov, ne. Tako da teh stvari pa jaz takrat nisem videl, ne. No, potem tudi, koliko je treba to zaslužiti, da ti investicijo nazaj dobiš, ne. Pa da ne govorim, jaz sem imel kredit, jaz sem bil zakreditiran, ne, ampak to si mlajši ljudje niti ne predstavljajo, kaj se je pomenilo biti zakreditiran v tistih časih. Jaz sem imel recimo kredit, obresti 18,42% letne, ne. Danes imamo obresti, ne vem, v našem podjetju smo tam za apartmaje vzeli kredit s fiksno obrestno mero 1,8%, ne. Tako da pa mi je rekel brat, ja, drago si dobil, jaz sem dobil 1,1. Meni se to tako malo zdi, zato ker sem na 18,42 navajen. Ampak to je bil moj najbolj ugoden kredit. Jaz sem imel še točilne naprave, pa kava aparat, sem tudi kupil en hud kava aparat, ki je bil takrat 25.000 mark in vzel sem ga na leasing.
Leasing so bile obrestna mera pa še mnogo večja. Niti ne vem koliko. Spomnim se, da sem jaz za tiste točilne naprave pa za kava aparat tudi mogel na leto narediti obvezno zavarovanje, ki je stalo takrat 5000 mark. To je tako, kot zdaj 10 000 evrov. Sam za zavarovanje sem to dal. Ne? Ker si mogel imeti obvezno zavarovanje, tako kot moraš avto imeti kasko zavarovanje, če ga imaš na leasing. Potem sem šel jaz v limit na osebnem računu, kar nekaj. Mama še več, ki je imela, ki je bila obrtna, no, pa tako naprej. Ti so bile tudi najbrž zelo hude obresti, mislim, mnogo več kot 18,42, ne. Tako da to sem bil tako zakreditiran, da si to v današnjem času nekateri ne morejo predstavljati, ker so bile obrestne mere čisto drugačne. Tako da, no, pa mi kdo še pravi, si ti imaš še denar od diskoteke. Mislim, kakšen denar od diskoteke. Naven je to lepo izgledalo, ne? Ampak noben ni videl vseh teh stroškov in tudi občasno, se pravi, teh zgrešenih izbir ansamblov, ne? Na koncert je prišlo 1500, 1700 ljudi, pa so vsi rekli, kako laufa, na ki je bil prazen, jih je pa samo 50 prišlo, pa je samo 50 ljudi videlo ta problem, ne. Pa tudi malo se to neha, ne. Diskoteka 4 leta je laufala, pol se je pa čez noč nehalo, pol je bilo pa bolj životarjenje, ne. Tako da, kar se finančnega tiče, je bilo tako, ne. Ja, naredil sem jo pa predvsem zato, ker sem frajer hotel biti, ne. Pa mi je oče govoril, boš imel probleme z policijo, pijanci, lopovi, mafijo, drogeraši. Jaz ga to sploh slišal nisem, ampak zapomnil pa sem si v nekem kotičku in pol, ki je res to bilo, sem rekel, pa moj foter ni tako naumen, kakor sem mislil, da je. Mislim, je mu čist prav, ne. In koliko je bilo to, saj to se vse v knjigi prebere, koliko je bilo problemov, koliko je bilo travm. In meni sploh ni bilo lepo takrat, ko sem v diskoteko, če dobro pomislim. Ker je skozi neka živceranje bilo, ne, da ne bomo zdaj predolg, pa da ne izdam vse vsebine knjige, ampak se je to dokaj podrobno upisano. Tako da ja, to je bila mal zaletavost in tudi pol, ko sem diskoteko dokončno zaključil, pa rečemo, spomnim se, sem šel ene 5-6 let je mogoče, ali pa tudi 7, nimam čisto občutka, koliko ta cajt hiter leti. Sem šel na en koncert Paranga Valjaka, kele v Novo mesto pred Kolandijo je bil, ne. In kako sem šel z veseljem, sem rekel, koliko je boljš, ko ne greš na svoj koncert. Mislim, ko nimaš, sam, ko te čisto nič ne briga, kako je, ne. Tako da ja, niti približno ni bilo tako luštno meni, kakor nekateri mislijo. No, bilo, sem ga malo spil, pa pol malo pozabiš te probleme, pa to, ne. Ker problemi so bili pa veliki, ne. Saj ti, ki si bral, veš, kaj vse je bilo problemi, ne, tako da ne bova to izdala, ne. Tisti, ki bojo pa knjigo prebrali, bojo pa vedeli, da res ni bilo enostavno. Tako, mislim, zdaj za ljubitelje diskoteke je še kakšne 2 vprašanje, v bistvu ne bom spustil iz rok, mogoče kar to, kaj zmeri diskoteko, ker je marsikdo nima, gledamo kot obiskovalci oziroma od zunaj. Kaj je tista stvar pri vodenju diskoteke, ki je noben ne bi pričakoval? Kaj je tista težava, ki je mogoče čist nenavadna? No, ogromno jih je, ne. Pa da izpostavim moje najhujše je bila ta, se pravi, birokracija. Jaz nisem v dolg časa dovoljenja za obratovanje, ampak absolutno nobena krivda moja
Jaz sem od občine Trebnje, se mi zdi, sem kupil to parcelo, komunalno urejeno. Pol na koncu se je pa izkazalo, da pa ta obrtna cona nima uporabnega dovoljenja in zato nismo vsi mi na področju obrtne cone imeli dovoljenja za obratovanje. Rečemo, to je bila najhujša zadeva. Ne? Zdaj, kdo bo mislil, da je kakšna mafija, to sem jaz kar obvladoval, tako da to ni samo v problemu. So pa pol tisti manjši problemi, no, pa problem je tudi ta, koliko si to živčen, ko imaš ti en koncert, ki ga drago plačaš, rečemo Parni Valjak, koncerti najbolj šlaufajo v zimskem času, skozi vreme gledaš, če bo sneg padal en dan prej, ne bo nobenga, ne, pa a bo ali ne bo, to je skozi živčno, skozi napeto, tako da, ne. To. Tako bom rekel, sam sem bil pač premlad, ne, za to diskoteko. Ne. Ja. Sem pa preko starejših, tudi sorojencev in vsega tudi v družini, slišal ogromno zgodb in tudi zdaj, ko se recimo boljš poznava oziroma se poznava, omenjam diskoteko Afriko, rekel bi, da jo pozna 95% ljudi. Kako se je zdaj spominjati, oziroma kaj zdaj pomeni to, da je bilo v Trebnje prinešen nekaj, po čemer je postalo prepoznavno? No, to siguren drži, samo pred parem dnem intervju z Martinom Strelom, ne, in on je rekel, da diskoteko Afriko, on kamorkoli pride, seveda po Sloveniji, so vsi poznali. Ne. In to res drži in ne vem, a sem to v knjigo zapisal ali nisem, sem pa siguren že kdaj rekel, da je diskoteka Afrika najbolj prepoznavna blagovna znamka v Trebnjem. V to sem prepričan. Zato ljudi ne ve niti za Trimo Trebnje, niti za rokometni klub, po mojem pa ne, da bi zdaj koga kaj manj vredenega dajal, pa tako naprej. Moramo vedeti, diskoteke Afrika že ni od 2008, se pravi, že 16 let ni, pa je še zmeraj vsi vejo za njo, ne. Je bil Labot firma v času Trebnje, še mi domačini se ne spomnimo, da je bil, ne. Mislim, en obrat Laboda, tukaj, ki je zdaj Mercator bil, ne. Tako da to se hitro pozabi, to ljudje pa kar niso pozabili, posebno ne tisti, ki so hodili, ne. Tako da, mislim, jaz mislim, da unem mladem iz Trebnjega, ki so hodili v diskoteko, sem naredil veliko uslugo. So imeli tukaj super diskoteko, super zabavo. Tudi županja, bivša Marica Škoda, še preden je bila županja, so se slučajno nekje skregala, kva sem rekel, neumen. Nekje so se srečala, slučajno. Ja. Bila je pri enem mojem znancu in jaz do njega pridem in ona bila tam in rekel, je naj predstavil, pa je rekla, a vi ste te, ki imate diskoteko? Rekla, to je tako super, da moji otrokom se ni treba z avtom voziti okoli, da ni kakšne prometne nesreče, pa to. Ona je takrat kandidirala za županjo. Jaz sem rekel, super gospa, sem rekel, ampak veste, zdajšnji župan, pa noben do zdaj pa nima tacga mnenja, mi vsi samo nagajajo, ne. Tako sem rekel, da upam, če boste vi izvoljeni, sem rekel, vas bom tudi volil in res sem jo volil, upam, da ne boste to pozabili, ne. Je rekel, ne, siguren, ne. In ko je bila ona županja, je bilo mnogo lažje, ne, drugače sem pa, bom rekel, mu veliko nagajanja. Verjamem, moram iskreno povedati, da verjeten tale okolici je bilo malo težje, ko je bila diskoteka, ne. Čeprav moram reči, da sem se maksimalno trudil za red, ne. Mi ravno iz tega, da se ljudje ne zadržujejo vzunaj, smo mi zmeraj imeli, ko si karto kupil, nisi smo ven, če si šel ven, si mogel novo kupiti,
oziroma smo zelo pomalem ven spuščali zato, da ni pol galama zunaj, pa da se neke, ne vem, mislim, se imaš budale, pa bi flaše metal, pa to ne. Mi smo tudi, ne, jaz sem tudi dolg cajta plačal redarja, da se potrebnem vozu, če je kaj tacga bilo, pa ne vem, je kdo kakšen smetnjak prebrnil. Tudi jaz, ko sem šel domov, pa sem videl smetnjak prevrnjen, jaz sem ga šel zmeraj postaviti, noter zmetati, pa tako naprej. Jaz sem to zelo gledal, da je bilo, čeprav ne bom rekel, verjeten, da ni bilo čisto enostavno. Se veš, najdeš budale, ki se, ne vem, tamle so enem sosedu, ne vem, nove cimprese so vrhove polomili, ne, zdaj sem jih jaz pol plačal, ne, ni to lušno, tako da to tudi razumem iz tega zadeve, ampak so bili pa nasprotniki nekateri, ne, ker pa so živeli 3 kilometre stran, ker ni niti noben moj gost, mem šel niti nič, pa so tudi proti bili, rečemo, ne, in tudi kakšne so bile pol to govorice, ne. Enkrat so celo ven govorice prišle, da jaz pa moj oče tukaj skup drogo prodajava, ne. Eden je pa pol rekel Gorčev Jože, mojemu očetu Jože ime, drugega praha, kot cement še ni videl, ne, ker mu betonske izdelke, tako da, ne. Mislim, tu se ljudje take stvari izmislijo, da ne moreš verjeti. In dostikrat mi je bilo pa hudo zaradi mame pa očeta, ki sta mogla te zadeve vse trpeti, ne. Zame mi je bilo čisto vseeno, kaj so ljudje govorili, mislim, jaz sem vedel, jaz nisem drogo nikoli probal, nikoli v rok ničmu, ne, ampak ljudje tle so me imeli pa za celo enkrat sem se zaplel z neko žensko, ki je bila ženska od nekega policaja in mi je povedala, kaj na policiji vse o meni mislijo, pa da sem seveda vpleten v prodajo z drogo in take zadeve. In tudi spomnim se, da je bil takrat obdobje, ne, ko je moj pasuš, ko sem šel čez mejo, če carinik v računalniku pisal, je vse mi pol pregledal, se pravi, da sem bil zabeležen nekje kot neki potencialen kriminalc, čeprav, ne, jaz nisem s tem nič imel, jaz sem to preprečeval, ker sem vedel tudi, če nekdo zaradi tega tle umre, pa sem jaz končal s tem. Tudi meni je bilo v interesu, da ljudje pri meni pijačo naročijo, ne, pa da pride, pa da se zadrogira, pa mi nobenega denarja ne zaprav, ne, tako da je to nekako na nek tak način potekalo, ne. Moram pa povedati, bo kdo tukaj strebenega mogoče užaljen, ampak najboljši, najbolj zvesti gosti, pa najbolj številčni so pa bili Ivančna pa Grosuplje. Ne, zanimivo, ne doma, čeprav tudi so nekateri bili doma non-stop, ne, ampak Ivančna pa Grosuplje, to je bilo pa, oni so bili pa navdušeni nad to Afriko, čisto do konca, ne. No, to je tak lep uvod v eno zelo kratko vprašanje. Najlepši trenutek v diskoteki, kaj bi bil? Težko vprašanje, ne? Velikih je bilo, ja, veliko je bilo lepih trenutkov. En lepših je sigurno bil otvoritev, ne, ker moram reči, ne, da jaz sem zelo samozavestno pristopil k tem in nisem nikoli pomislil, da to ne bi laufalo. Ampak zadnje 14 dni me je pa stiskati začelo. A bojo ljudje ali ne bojo? Ker so bili tudi že primer diskoteka, že na otvoritvi ni bilo veliko ljudi. Jaz sem vedel, da če ne bo na otvoritvi nabito polno, potem sem zaključil, ne.
sem bil pa živčen in spomnim se, da sem na Radio Krka, ki je bila reklama zelo draga, tam v ponedeljek poklical, sem rekel, dajte še malo pojačati reklamo. In spomnim se, da to je bilo še ta zadnji dan, je bilo še toliko stvari za narediti, da si misliti ne moreš. In vem, da sem se šel bene 6 stuširati domov. Ali pa celo kasneje sem šel, ker sem bene 8:30 sem pa prišel, ob 8 smo pa že odprli. Mi je brat pomagal, tako da je brat bil tudi tukaj. Tako da jaz, ko sem prišel, je bilo že 200 ljudi v diskoteki. Takrat sem v 8:30. Nekaj diskoteke so se polnile kasneje. A sem rekel, da bo zgleda, da bo. Takrat se mi pa odvalil ta kamen od srca. In tudi pol je bilo nabito polno, ne. Čeprav se je že naslednji dan en slab dogodek naredil, ko sem ga tudi v knjigi opisal, da sem bil spet živčen, ne. So bili pa tudi še drugi lepi dogodki. Prvič parni valjak, ki je bilo 1000 ljudi od zunaj ustalo, ne, toliko jih je prišlo. Tudi veliko ljudi sem spoznal, veliko punc. Sej lušno je tudi bilo, ne rečem, da ni bilo, ne. Pravim, ker sem ga malo spil, sem tiste stvari pozabil, kar me je vse mučilo. Tako da ja, če je bilo treba izpostaviti, verjetno tale otvoritev. No. Otvoritev. Da, ja. Zdaj o diskoteki in vsem, kar je prinesla zraven, si lahko še preberete, gledalci in gledalke, ne? Bi pa tukaj zdaj skočil v nek del življenja oziroma nekaj, po čemer bi si potrditi, da vas tudi mnogi poznajo oziroma so vas spoznali, to so potovanja. Tako. Kaj vam pravzaprav pomenijo potovanja? Ker v knjigi je tudi zapisano, ne, da je bilo prvo potovanje katastrofa. Tako, ja. Kaj je bilo tisto potovanje, kako je šlo pol naprej do Tomaž Gorec? Jaz dostikrat rečem, da so potovanja kakor smučanje, ne. In to je super primerjava, ne. Ko gre človek smučat, ki še ne zna, je čist brez veze eno samo mučenje. Moja mama se je 10 let učila smučati, ampak potem se je naučila in ona je zdaj 78 let stara, ampak je 4 leta nazaj je smučala še čist super in je prav uživala. Zdaj pa nehala smučati čist iz tistem, prestara sem, če slučajno padem, se zlomim, pa je problem, ne. In tako so pa tudi, rečemo, potovanja, ne. Ko se ti malo navadiš, ko malo bolj obvladaš, je to šele takrat rata lušno, pa zanimate more. Mene zanimalo je to, bi rekel, od nekdaj, ker jaz sem že mlad bral knjige, rečemo, Jamesa Cooka in vem, kako sem bil razočaran, ker on je bil raziskovalec, ne, z ladjo in jaz sem se videl, da jaz bi tudi raziskaval, odkrival nove svetove in tako naprej. In sem bil razočaran, ker zdaj že vse odkrito, nimaš več kaj novega odkriti, ne. Spomnim se, ko so bili dokumentarni filmi še na črno-belem televizorju, ko smo ga glih dubali, tam nekje 8 let sem bil star, ko smo televizor dubali. In je bila dokumentarna oddaja od Afrike, pa te živali, pa to. Se rekel, jaz bi to šel in spomnim se, tete mož je rekel, ja bomo pa šli v Afriko, ne. In jaz sem to kar nekako verjel, da bomo šli. On me je malo hecal in naslednjič, ko je prišel, je rekel, a si že kaj denarja za Afriko prišparal? Sem rekel, nisem, jaz sem bil star 8 let. Pa mi je dal 100 dinarjev, to je bilo takrat veliko denarja, rdeč je bil, se spomnim, rekel, na, za Afriko. Rekel, ne, prej na začetku, ki je bil vprašanje, ne, kako ene stvari iz otroštva nate vplivajo, ne. Tudi tisti dokumentarci in to, da mi v tete mož tistih 100 dinarjev dal, pa to, jaz sem skozi razmišljal o tej Afriki in jaz sem se videl enkrat kot tam, da bom potoval, ne.
No, potem je pa prišlo enkrat sem v prvem letniku, se spomnim, počitnice, prvi, drugi letnik je bila na TV Slovenije Poletna noč in so gostili enega popotnika slovenskega, ki je bil na Kitajskem in jaz ti poslušam, sem rekel, jaz bom tudi potoval. Pol je pa prišel še ta Zvone Šeruga predavati na našo šolo, pa tako naprej. Pol sem začel knjige kupovati, sem te knjige bral od Šerugata, od Tomo Križnarja, Boruta Koruna, to so fantastične knjige. In takrat sem si rekel, bom potoval, ampak pol, ki je pa prišel to prvo potovanje z bratom, ki so šlo. Imela so plan je Turčija pa Irak, takrat v Iraku še ni bilo niti te prve zalivske vojne, bila je pol čez en let. Doma so se pa zlagala, da greva v Grčijo, so bila pa stara 19 pa 17 let, jaz sem bil 19, brat pa 17. In tu sem tudi hvaležen staršem, da sta naj to pustila. Da gre en 17-letnik, da bi šel, 19 pa 17-letnik v Turčijo. Je to, mislim, 90% staršev to ne bi pustilo. Po mojem, da ne. A mi so pa to šla pred, leta 98, to je pred 35 leti. In takrat je bilo Turčija, takrat ni Turčija veljala za tako, kot danes. Takrat, ko sem jaz tistem 5. ljudem, ko sem povedal, da gremo v Turčijo, to je vedel moj najboljši prijatelj takrat, pa sosed, ja pa ne vem, če še kaj velik, ne. Tismo, ko si rekel, bi rekel, ti ne boš nikoli več živ prišel, ne. Čeprav, to je bila samo fama, ne. Na koncu pogruntaš, da v Turčiji zelo prijazni ljudje, ni šans, da se ti kaj naredi, ne. Ampak za tiste cajte je pa to bilo res veliko. In tudi znajdeti se, tudi pride do Turčije. Mislim, čisto enostavno pa ni bilo, ne, pa prvo potovanje. In pa malo je bilo to, da se nisva znajdla, veliko je bilo pa tudi to, da me je pol leta prej prva punca pustila in to nisem še prebolel in takrat, če bi me postavil pred najlepše stvari sveta, jih ne bi videl, ker sem na razmišljal, ne. Tako da to je bilo katastrofa in potem moram priznati, da še dobrih 10 let nazaj sem jaz mu malo domotožja na potovanju, ne. Ne uno zdaj, da ne bi mogel zdržati, ampak sej komaj čakam, da grem domov, ne. Ker rečemo, zdaj se je pa to spremenilo in ne, pa ponavadi, če grem z avtom, potovanje podaljšam, nikakor, da bi šel prej. Plus tega je to, da je še to zanimivo, rečemo, ne vem, če gledam 5 let nazaj, ne, sem v potovanjih že ful užival, da sem mislil, da se bolj ne da, ampak še vsak let bolj uživam, ne. Tako da mi to res pomeni veliko, zanima me. In bom rekel, mi je zdaj to ta glavna stvar in se brez tega ne predstavljam. Mislim, to mi je eno tako vodilo v življenju, ker če bi zdaj en rekel, ti pa ne boš smo več potovati, bi jaz rekel, mislim, zakočem pol pa sploh še živeti. Mislim, se to malo hecno se sliši, ampak je res, te potovanje mi največ dajo in rečemo, zdaj čez par dni se odpravljam na Sutjesko, to je tam, ki je bila bitka na Sutjeski, kraj Foča, Tjentište. Enkrat sem že bil, večkrat sem se pelal mem, tudi kot otrok smo šli, starši so me že to pelali. In se tako zelo veselim, da ne morem povedati, ker tam je tako fantastična narava, pa še malo zgodovina zaradi te bitke na Sutjeski. In to, ko se bom v avtu vso, še ne pol ure bom v stresu, če sem kaj pozabil, pol, ko se bom pa sprostil, čeprav je do dole 9 ur vožnje, ta vožnja bo takole minila, ker malo opazuješ naprej. In to pa lahko povem, da sem si rezerviral prenočišče za 15 evrov na noč, lepa sobca, na dobri lokaciji. Pol imam pa še možnost v namestitvi,
dobiti zajtrk za 7 evrov, pa kosilo, pa večerjo, pa za 8 evrov, tako da jaz bom na zajtrk šel pa pol zelo zgodaj na večerjo, verjeten. Ali pa tudi, če greš kje druge, se ni tudi nič drugače. Imaš cenejš, prideš iz čevapem, mnogo cenejš prideš iz čevapem čez, ne. Tako da me to toliko veseli, da ne morem povedati, ne. Tam je pa imaš res čudoviti hribi, jezera, narava, sploh čudovita, neki te spomeniki zanimivi, neki zapuščeni hoteli, pa take zadeve. Vse, ki me zanima, no, ko me čakam. Tako da to mi danes pa res toliko pomeni, da ne morem povedati. No, se to je v bistvu kar dober del tega je bil pravzaprav že skoraj odgovor na naslednje vprašanje, ki sem ga imel, pa vseeno. Zdaj, med potovanji so bili Ekvador, Peru, Indonezija, Tanzanija, Ukrajina v precej kriznih časih, bi rekel sam. Ampak tukaj je recimo Bosna in druge države bivše juge. Tudi po odgovoru sodeč je en drugačen, en tak žar v očeh, veselje do teh bližnjih držav. A jih mogoče prevečkrat spregledamo pri potovanjih? Siguren. Jaz sem tudi prepričan, da veliko ljudi potuje zato, ker je pač danes to moderno. Sploh nimajo želje potovati, ampak potuje zato, ker je moderno. Tudi za sebe lahko rečem, in mislim, da sem to tudi v knjigi napisal, da sem začel tudi zato potovati, ker bom frajer. Mislim, takrat ljudje iz Slovenije ven niso šli, jaz pa kar v Turčijo, ne. Pa dobro, pol sem mu še, moji prvi plani za potovanje so seveda bili tudi Tajska, Indonezija, pa Peru, pa Ekvador, ne. In to tudi ni nič slabo, če zato potujete, ker da se boste pohvalili, ni nič slabo, ker če boste šli 10-krat na tako potovanje, boste 11-tič siguren, počas na vsakem potovanju človek bolj uživa, sem prepričan, ne. Jaz sem tudi z velikim ljudi šel na potovanje, pol, ker sem jaz že imel izkušnje, pa sem neke neizkušene ljudi s seboj vzel, in jim tisto potovanje njihovo prvo ni bilo, Bog ve kaj, ravno to domotožje, malo kulturnega šoka, pa tako naprej. Ampak ti ljudje zdaj vsi potujejo. Vprašanje, če ne bi takrat z mano šli, pa čeprav mogoče malo na silo bilo, ne. Ja, in zdaj, če ti rečeš, sem šel v Bosno, ne, ni tako eminentno, kakor pa če rečeš, da si šel na Tajsko, ne. Ampak, glejte, jaz bi tako rekel gledalcem, glejte, izkoriste Bosno in Hercegovino, je še zelo pocen. Zdaj, če greste vi na Hrvaško ali pa v Bosno in Hercegovino, to je krat 3, najmanj krat 3 cenejš. Mislim, da še več kot krat 3, ne. Tle še ni razvit turizem, ampak enkrat se bo tudi razvil. No, sej v Mostarju, po Sarajevu so že kar dobre cene, ne. Sutjeska je pa tam na meji med Črno goro, Srbijo pa Bosno in tam to je en tak del, ki ni nobene, bom rekel, glavne poti in to je od Boga pozabljeno, čeprav turistično biser, pa takih biserov je rečemo v Bosni in Hercegovini še veliko. In pejte to pogledati, to so take smešne nizke cene, ne. Pa ne sem Bosna, tudi Črna gora. Ob morju nisem ravno navdušen, ker je turizem že tako cveti in gužva in cene visoke in pol se tudi, če je preveč turizma, se ljudje malo pokvarijo, ampak notranjost je pa fantastična. Isto Srbija, ne. Srbiji sem tudi lansko let na Stari planini dobil promčišče za 9 evrov, ne. Ne moreš verjeti, ne. Ja. Tudi Makedonija, ne. Kosovo sem tudi bil 2 leti nazaj, ne. Tako da zelo lepi kraji, pa bom rekel, je pač neka domačnost, smo bili v času skupni državi, vseh teh
Zdaj, v novih državah smo Slovenci zelo cenjeni, zelo lepo sprejeti in meni je fantastično po teh krajih potovati, tako da seveda moraš je tudi še kam drgam, ker ne, zdaj, na Namibiji, ko sem bil, to je pa zdaj čist nekaj drugega, ne, tako da jaz se ne bi nikoli, moraš vse, tudi že dolg časa nisem bil v Južni Ameriki, Južna Amerika je pa spet nekaj posebenega, ne, pa hočem tudi v Južno Ameriko. Zdaj, ko delam plane za naprej, rečemo, je bolj prioriteta Južna Amerika, to, kar grem ven, seveda poletje, imam pa zmeraj Evropo, saj malo po Balkanu, ker še zmeraj so stvari, ki jih nisem videl. Tako da. Zdaj, to je ta omemba potovanj, ki je, recimo, sam profil oziroma oseba Tomaž Gorec kot nek potovalec po svetu nastala pred leti. Koliko je, recimo, ljudi, ki želi oziroma mogoče že kar malo dreza, da je treba potovati, da vidijo videe? Moji sledilci, velikih je, ja. Tako. Ker sem to knjigo pisal, pa se z njo ukvarjal, sem imel en potovalni mrk, namerno, ker sem vedel, da če bom, drugače ne bi bilo te knjige, ne? Ja. Ne bi bilo te knjige in ja, bom rekel, so tudi taki komentarji že bili, da pač me ne bojo več spremljali, ker ni potovanj in ne, tako da mislim, da sem vesel, da je tako, ker tisti, ki to toliko pogrešajo, se pravi, so moji zvesti sledilci in to radi pogledajo in ja, seveda, zakaj to delam, ne, prav, da iščem pozornost. Možno, da jo iščem, ne, ampak meni zelo prija, če ljudje gledajo moje videe, pa zdaj, a če je to iskanje pozornosti v končni fazi, naj bo pa iskanje pozornosti, mene to čist nič ne moti, meni je fino in mi je tudi to dobro, da posnamem in za moje spomine in za to, da drugi vidijo in ni lepšega, ker ti ljudje pišejo, smo šli po tvojih poteh po Bosni in Hercegovini, super, on, tret, tako da kdo mi učita, da to delam zaradi denarja, ne? Ne vem, kje ljudje vidijo denar v tem, ne, ker od tega denarja ni, ne. Mislim, seveda YouTube nekaj plačuje, glede na tega, koliko imaš ti ogledov, ne, ampak to je drobiž, ne. Noben študent ni toliko slabo plačan, kakor sem jaz za ta del, ne. Poleg tega imam jaz kar dober posel, digitalni marketing, ne. Če bi to delal ta cajt, bi res nekaj zaslužil, tako da si s tem, bom rekel, izgubo delam. Zelo veliko, ne. Te moji potopisi se predvajajo tudi na parih televizijah, sicer ne na teh najbolj znanih, predvajajo se na TV1, TV3, pa še par manjših. Ne, zdaj mislijo, da najbrž imam tudi od tega plačano 1000 evrov po videu, ne, ampak rečemo, to ni nič plačano, jaz sem vesel, da so oni pripravljeni moje to objavljati, ker tako ljudje zvejo zame, pa tako naprej, ne. Tako da od tega je veliko več minusa kot plusa, ampak je to vse vredno, jaz to delam zaradi užitka. Meni je to dobro, ker me ljudje gledajo, tako da moje te videe rad predstavljam. Zagotovo še kaj več pogledam, ker si rečem, ja, moram pa še tisto let pogledati, da bom na video dal, tako da meni to odgovarja, no, pa tudi, če je iskanje pozornosti. Fantastično. No, za dodatno iskanje pozornosti gledalce vabim, da se naročite na kanalu Tomaža Gorca z obljubo novih potovanj, to bi rekel. Pred ponovno menjavo tematike, pa recimo zadnjim zaključkom tega intervjuja,
še enkrat lepo vabim k naročilu knjige, tudi v povezavi pod videom. Pa lahko nadaljujeva, ne? Dajva. Zdaj, že na naslovnici piše priročnik za življenje in posel. Ta zadnji del me zanima. Zakaj je bil to nek košček, ki ga je bilo pomembno dodati v knjigo? Včeraj sem z enim znancem sedel za mizo pa rekel, govoriš, da se da z te knjige kaj naučiti. Pa rekel, pa se, misliš, da se jaz lahko kaj naučim z te knjige, ne? Jaz sem rekel, ja lej, najbrž, da bi ti edini bil, ki bi rekel, da se ne, ampak če gre že iz tem miselnostjo noter, ne, pol boš bolj iskal, kaj sem jaz narobe napisal. Ampak tudi, če sem jaz kakšne neumnosti napisal, se z njih lahko naučiš. In jaz to zmeraj govorim, od vsakega človeka se ti lahko nekaj naučiš. Čisto od vsakega človeka. In jaz se to zelo rad od ljudi učim. Kratkem sem šel v Bosno z eno skupino in je bil en šofer zanimiv. Ne bom zdaj v detalje hodil, ker niti ne vem, če želi, da o njem govorim. Ampak jaz sem tega človeka opazoval, ko se dalo toliko od njega naučiti, taka pozitivna oseba. Jaz sem vse, kar je povedal, je pametno povedal. Zelo delaven človek, da ne moreš verjeti. Mislim, ampak tudi od kogarkoli se lahko nekaj naučiš, ne. Zgubljen čas je, če greš z nekom na kavo, pa da se neke stvari pogovarjaš, samo da ni jambranje. Žal je v Sloveniji tako, da gresta dva na kavo in samo jambrata. Samo jambrata. V tistega res ni čisto nič, ne. Ampak če se ti pa karkoli pogovarjaš, tudi če se pogovarjaš, da si eno knjigo prebral, je to neka korist imaš, ker lahko neke informacije od drugega zveš ali kaj takega. Jaz vem, da so s prijateljem enkrat, jaz sem začel eno knjigo brati, polje pa še, njega sem še jaz navdušil, potem so se pa še o tem pogovarjala in je bilo zanimivo, kako čist drugače vidva tisto, kar je v knjigi napisano, ne. Čist drugače. Je pa to knjiga od Emirja Kustorice. Kje sem v tej zgodbi jaz, ali kako je naslov, ne bom trdil, no. Ampak zanimivo, ne, tako da ne vem, od vseh mojih izkušenj, mojih zgodb, vse moje kreativnosti, ki kreativnosti tukaj bilo veliko, not opisano tako na področju posla, kot na področju osvajanja žensk in čist na take, bom rekel, čist x področja, ne, se lahko ogromno naučiš. Jaz sem pred kratkem, ne bom povedal kaj, zato ker nočem drugih ljudi vpletati, ampak sem eno zadevo, ki bi me kar nekaj koštala, ampak popolnoma ne zaradi moje napake, zaradi napake nekih drugih, sem jo rešil, ker se upam staviti, da jo ne bi, da je malo ljudi v tej Sloveniji, ki bi jo rešilo. In oni seveda, ki so to narobe naredili, so mi dali navodila, kako naj jaz to rešujem, da ne grem pa znorim, pa tako naprej, ne. Jaz sem to čist na drugačen način reševal, na prijazen, in sem to rešil. Tako da tle je veliko takih malih zgodb, iz katerih se lahko ogromno naučiš. Zdaj, da pa to tako samozavestno trdim, da se da z moje knjige veliko naučiti. Pa sklepam tudi potem, ker jaz vsako knjigo, ki sem prebral, sem se veliko naučil. Jaz sem že dostikrat govoril, da kakšno knjigo, če prebereš, da si to 10.000 evrov več vreden. In si, rečemo, knjigo Priročnik za pisanje oglasov,
to jaz garantiram, da če prebereš to knjigo, si 10.000 evrov več vreden. Ko sem prebral knjigo Divja, poznaš to knjigo? Tako. Prebral. Seveda. Ne, tam sem jaz, to je samo zgodba. Ampak kaj sem se v tej zgodbi naučil? Ker sem veliko bolj zanimivo zgodbo, ki ima ta ženska. In na tisoče ljudi, ki je prehodilo tisto kao najtežjo peš pot na svetu, ne, so jo prehodili na veliko bolj pameten način. Bi oni lahko knjigo napisali, sem jo niso napisali. Pa bi bili oni bestsellerji, tako je pa ona bila. Ne. Tako da, rečemo tudi tiste 3% mi dodalo tu, da imam zdaj svojo knjigo. Ne. Tako da, no, jaz sem prepričan, da verjetno skoraj ni knjige, s katero se ne bi mogel nič naučiti. Ne. Mislim, da se pa z moje zelo veliko. No. Pa čeprav mogoče tole samozavestna izjava zgleda, ampak ta izjava je tudi na osnovi tega, na vse feedbacke, tudi ki jih od ljudi dobivam, rečemo tudi zaradi teh mojih videov, pa tako naprej, pa mi pol kdo piše, jaz veliko dobim takih sporočil, lejte, vi ste mi navdušili, da sem začel delati spletne strani in zdaj mi posel dobro gre, pa tako naprej, ne. Plus še veliko drugih stvari takih je, tako da neki se ljudje, mislim, da jih že imam v praksi, ko so se naučili od mene, ki bi to verjetno potrdili, tako da zato sem toliko samozavesten pa prepričan v to. Super, to je v bistvu tudi odgovor na del drugega vprašanja, no, kjer nisem želel razkriti vse, več v knjigi. Kot urednik sem takrat rekel, da je moje nekako prva želja, da so notri zanimive zgodbe. To je več kot preseženo. Zdaj v zadnjih 4, bi rekel, letih, no, sem lahko rečem, da kar spoznal osebo Tomaž Gorec za kamero, ki je sicer enaka, ampak doda tisto neko osebno. Zdaj v knjigi je eno zelo zanimivo poglavje. Ne sodite ljudi, ki jih osebno ne poznate. Kako bi kot javna oseba, ki se verjetno s takimi kritikami mogoče kar na dnevni, tedenski ravni sooča, kaj bi mogoče na to rekli, pa kaj bi svetovali ljudem, ki se mogoče soočajo s takimi stvarmi, s neko neupravičeno kritiko, bi tudi rekel, no? To pač govorijo najbrž vsem tem hejtanju na socialnih omrežjih, pa tako, ne. Tako. Ja, to, da sem jaz, rečemo, imun na te komentarje, je krivo tudi to, da sem prebral veliko knjig, da sem bil na raznih seminarjih, kjer so ljudje povedali, pa tudi v knjigah sem prebral, ne, zakaj bi se ti sekiral za mnenje nekega človeka, ki ga ne boš nikoli videl, ne, in tudi, rečemo, prebereš take, kritizirali te bojo samo tisti pod tabo, nikoli tisti na tabo. Rečemo, to je nekdo napisal, in to drži, ne. Rečemo, ne vem, ne bom rekel, da se čisto nikoli ne zgodi, da me kdo ne skritizira, rečemo, ljudje imajo veliko kritik na mojo fotografsko znanje, ne, predvsem to neki fotografi, ampak to ni amaterski fotografi, ne, ki jim gre malo v nos, da tam neke moje slike dobijo ogromno všečku, njihove, ki pa priznam, da so bolj kvalitetne, kot moje, jih pa ne dobijo in te ljudje mislijo, da se jim neka krivica dela. Zdaj le bo še en Tomaž Gorec, pojma nima o fotografiji in njegove slike, kar všečke dobivajo, ne. In v Sloveniji te bo izmerno hejtal tisti, s čimer se ukvarjaš. Zdaj, zadnje 2 leti, ki malo v hribe hodim, dobim tudi zelo veliko negativnih komentarjev od tistih ljudi, ki v hribe hodijo. Najdejo, da sem neprimerno obut,
da vse živo najdejo, ne? In po se plast naredi, ne? In pol ena gospa je enkrat komentirala, kako morate biti tako neodgovorni, da greste slabo opremljeni na 2000 junija, glih en takle cajt je to bilo lansko let, ne? Jaz pogledam od gospe profil, to je bila gospa starejša, tam nad 70, sem rekel, gospa, a vi kaj veliko hribe hodite, da se tako na to spoznate? Prav ne, ne hodem jaz v hribe. Prav ne hodim v hribe, pa vse ve, ne? In zakaj se je zdaj za ta komentar sekiral, ne? S tem, da so mi še naprej metalne, da ogrožam življenja nekih reševalcev, če bi mogli mene reševati, ne? Tako da to tako je, jaz sem se s tem sprijaznil in mene to celo mal zabava, ker rečemo, to bi me bilo mene pa res sram, da bi nekemu človeku, enemu drugemu popotniku napisal, ti, tvoje slike so pa čist brez veze, tvoj video je pa čist smotan. Mislim, tudi če je, sem jaz take vrste človek, da mi bo, mislim, bi mu ga pohvalil, pa mogoče kaj še nasvet dal. Ne vem, jaz se ukvarjam s SEO optimizacijo. Knjigo sem o tem napisal, ogromno vem o tem. Pa to je tudi v končni fazi moj denar. Ampak nikoli nisem še nobenega pokritiziral. In tudi kdorkoli od konkurence, če me vprašal, zakaj še na svet, sem mu povedal. In jaz delujem tako. Nekateri pa delujejo glih kontra. In tudi zato jim ne gre in jaz se tudi zmeram iz konkurenco, hočem družiti, izmenjavati informacije, pa tako naprej, ne. Če je en boljši fotograf, nekdo ne more boljšega fotografa od sebe videti. Jaz pa hočem imeti odlične fotografije okoli sebe, da se bom kaj naučil. Ne? In tako tisti, ki se s tem soočajo, lejte, čisto nobenega razloga ni, da se sekirate za negativne komentarje. Predvčerajšnjem je bilo. 2 popotnika imata YouTube kanal, Ponč in Sonč. Z njim sem tudi naredil intervju, sta šla živeti na Novo Zelandijo. To sta 2 mlad par, jaz vem, da sem kdaj malo bolj provokativen, pa odreagiram tudi, če nekdo name odreagira grdo, znam tudi jaz grdo odreagirati, jaz nisem nikoli nesramen do nekoga, ki je do mene normalen. Če pa on do mene nesramen, si pa jaz vzamem pravico, da sem saj toliko nesramen, ker on, ali pa celo še bolj, zato ker lej, ti si začel. Te 2 sta pa res tako prijazna, mislim, pri njih pa res ne moreš najti nekega minusa. In pride ena budala gor, ki meni skozi negativne komentarje piše, ampak jaz sem mislil, da mu grem samo iz na živce, ampak tudi nima dvema napisal. Ne? In sem se prav nasmejal, sem si mislil, evo, mislim, zdaj šele vidim, kakšni bolniki mene hejtajo, ne. Ko vidiš, ko gre nekaj tacga, lej, one 2 si pa res ne zaslužita, žal besede. Mogoče si jo je zaslužen, ki verjetno, da si jo, one 2 si jo pa res ne. Mislim, sta tako prijazna, ustrežljiva, trudita se, mislim, si viš, to je zanimivo, ne? One 2 sta preveč taka dobra, če bi bila malo bolj provokativna, pa kdaj koga tudi kam posnala, bi mogoče več sledilcev imela. Pa jih nimate, tako da tisti, ki gledate, pa če vas potovanja zanimajo, naročite se na kanal Ponč Sonč, ki sta res, pripravite videe, veš, kako se potrudita. Res vse informacije daje. Moji so bili taki hitri, ne? Ne, meni ljudje pravijo,
da je ta način videa jim ful všeč. Ne? Ampak to je tistem, ki mene gledajo, one dva pa bolj profesionalno to naredita, pol tudi vse ne potruta se, one dva čist razložita, koliko je cena, rečemo, Cipr, vem, da tisk na Cipr gre, boljših informacij, ki na njihovem videu ne bo najdu. Ne? In kolikor se truta, bi mogla imeti več ogledov, več sledilcev in tako naprej. Ne? In moj odgovor na to vprašanje je, tisti, ki se sooča s tem, čist nobenega ni razloga, da se boš ti sekiral za neki negativen komentar, ker tudi, če bi te kdo rekel, tudi rečemo, da se neki razume v pisateljstvo, pa če ti je rekel, da so tvoje knjige čist brezvezne. Lej, on, če je dober človek, bi ti rekel, ti Žiga, lej, če hočeš, ti jaz pomagam, kako bi tvoje knjige še boljše naredil. In ne smeš ti človeku volo vzeti, ker če ti volo vzameš, zgubiš zagon in tako naprej. Ne? Tako da te ljudje, ki hejtajo druge, so samo žleht ljudje in čist nič drugega. Ne? Tako da to bi bil moj odgovor. Odličen odgovor. Zdaj za konec pa samo še dve zaključni vprašanji. Pravzaprav. En je tak, ki je kar precej vezan na knjigo. Rekel sem, zanimive zgodbe, piše jih zanimivo življenje, seveda, tako da kdo je Tomaž Gorec za tiste, ki ga ne pozna? Jaz tudi vse druge podcaste poslušam, pa tako naprej, ne? In imajo veliko teh, ki vodijo podcaste, imajo vprašanje, ja, kdo je Tomaž Gorec ali pa kdo je Žiga Kastelic, ne? In zmeraj gruntam, kaj bi jaz tudi govoril, ne? In veš, da čisto točno, mislim, to je zelo težko vprašanje, ne? Vem. Mislim, zdaj, kaj povedati, mislim, kaj, čist klasično je ono, da rečem podjetnik pa popotnik. To je ono najprej, ne? Če pa probam malo bolj poglobljeno odgovoriti, pa ne vem, bi pa rekel mogoče, da sem zelo radoveden, avanturističen, rad poskušam neke nove zadeve, veliko stvari me zanima, ne vse. Veliko dam na izobraževanje zadnje čase, ne. Seveda pa tako, kot vsi ostali ljudje, iščem sam sebe, v tem današnjem svetu je to kar težko priti do neke, da si ti zadovoljen z življenjem in tako naprej. Jaz zase rečem, pa to čisto iskreno le rečem, ker mislim, da če pa to lažeš, če ti v svoji sreči lažeš, da to pa res pomeni, da si čisto po domače povedano, ne, da bi, jaz ne morem reči, da sem čisto pa da bi razlagal, joj, kako je lepo mi, kako je fino, kako je, ne morem, sam sebe s tem ponižam, ne. Ampak rekel, da nekako mi je ratalo v zadnje čase, bom rekel, kar zelo srečen, čeprav niti približno, da bi bilo to, ne vem, da bi rekel, da sem na najvišjem nivoju, to je še daleč od tega, ampak najdel sem v teh potovanjih, sem najdel pač eno tako veliko zadovoljstvo. Hvala Bogu, tudi še zelo rad delam. Rad bi se malo več še športom ukvarjal, ker to je tudi ena zadeva, ki ti zelo polepša življenje, saj to vsak doktor ve, da pač, ko si fizično aktiven, se ti te endorfini izločajo, hormon sreče in si pol bolj zadovoljen. In jaz, ko imam kakšne težave, ali na poslu, ali pa na osebnem področju, si rečem, teč grem, pa bo boljš.
In že tisti trenutek, ki si rečem, teč bom šel, je že za 20% boljš. In ne boste verjeli, ko pa odtečem ali pa odbiciklaram, pa pozabiš na tisti problem. Ne? Tako da, če ima kdo kakršne koli probleme, vem, da imajo veliko ljudi mnogo hujše probleme, ki jih imam jaz, pa ne more čisto vse to rešiti, ampak sem pa prepričan, da veliko boljš pa je ne. Tako da zadnje cajte mi malo to fali, ker sem zelo malo aktiven, pa vem, kako je to dobro, ne. Tako da v teh stvareh, no, iščem svojo srečo, je pa no, zadnje čase hribi so ena taka fina zadeva, ki je breko in lepo naravo vidiš in nekaj moraš od sebe dati, ne, tako da to sem zdaj navdušen in sem tudi rekel, da bo letošnjo leto v znamenju osvajanja hribov, ker to imam rad, uživam v naravi. Ampak zaenkrat sem samo 2000 letos osvojil, tako da je pa plan 15, tako da upam, da bo ratalo. No. Sezona je odprta, ne? Tako da... Je odprta, ja. Tako da... To je bil en načrt. Kakšni so še načrti, recimo, za prihodnost? Mogoče tudi kaj bolj s knjigami povezani? No, moram pa že povedati, da v osnovni šoli, kljub temu, da me ni zanimala slovenščina čisto nič, rečemo, ne vem, zakaj se mi pa v glavo uteplo in to nisem pozabil, ker malo kakšnih pisateljev jaz vem, da smo jih sploh omenili v srednji šoli. Ampak Ernest Hemingway, knjiga Sneg na Kilimandžaru, to sem se pa zapomnil. Ne. To je po meni neko tako zanimanje vzpodbudilo, da sem šel pol tudi malo raziskovati in sem zvedel, da je pač tudi na Soški fronti bil, pa pol bral sem, kako je na Kubi živel. Sicer malo ga je tudi pil, ampak fino se je mu knjigo pisal in to sem se videl, da mi je idealno. Potuješ, pišeš knjige. Potem sem se sicer lotil eno knjigo od Ernesta Hemingwaya brati, se ne spomnim naslova, ampak nikako mi ni šla, ker ni mi bilo všeč, ker je vse preveč podrobno opisuje. Njegov stil mislim, da je tak, da ne vem, on če tam v Afriki lev leži, ne, on bo najprej napisal, kakšna je trava, pa opisoval, ne, pa tako naprej. Tako da mi je bilo to, si mogel 5 strani prebrati, da si nekaj malega zvedel, tako da njegov stil pisanja, ne vem, a je to pri vseh knjigah bilo, ali sem tisti, ki sem jaz bral, to mi sicer ni bilo všeč, ampak je pa tudi že primereno knjigo, to je bilo pa Otroci polnoči od tega Salama Rušidija, to je unga, ki so ga na enem odru zdaj pred kratkim zabodali. Sem jo pa tudi začel brati pred enem 25 letem, pa sem prebral 50 strani, nič nisem razumel in sem jo nehal brati, pa sem šel pa v Indijo, ker sem pa z Indije prišel, sem jo pa še enkrat začel brati, sem jo pa brez problemov prebral na šus. Tako da imam namen še kakšno knjigo napisati, siguren, ne vem točno še kaj, včasih sem sanjal neki turističen vodič v Bosni in Hercegovini. To bi mi bil, mislim, to zame sploh del ni, ne, to je sam užitek bi bil, ne, tako da tudi mogoče gledalcem svetujem, probajte si najdeti kakšen tak del, ki vam bo užitek. Ne, mislim, to meni ne bi bilo en dan, ene minute mi ne bi bilo to težko delati. Ne. To sem na svojem blogu o tem pisal že pred 5 letem, da bom jaz napisal vodič turistični za Bosno in Hercegovino. Ampak jaz sem to planiral, da si moram vzeti pol leta, potovati po Bosni, pa to pisati. Ampak sem pol pa tudi razmišljal, da če bom jaz tako si to zamislil, tega vodiča nikoli ne bo. In sem mogoče razmišljal, da bi mogoče neko krajšo verzijo naredil, ker sem že toliko stvari videl, seveda bi mogel vsaj za 2 meseca povsenjeti v Bosno, ne, še malo pogledati, kakšne slike narediti dodatno, še informacije nabrati,
Pa da bi napisal, ne, da ima zdaj tu vodič 500 strani, ne jih ima pa 200 strani, rečemo. Ne. Tako da to je ena zadeva, ki bi jo tudi mogoče še kakšno poslovno, da bi napisal, mogoče ta zdaj, bom rekel, tudi kaj od SEO optimizacije, kaj še od sebe. Moram reči, da veliko stvari še nisem v knjigi povedal, sem imel več stvari zapisano, kaj bom, pa sem rekel na koncu, da bo preveč strani, ne. Se mi zdi, da 556 jih je kar dost, ne. Čeprav ne, ta najbolj zanimive stvari sem noter dal, ne, ampak mogoče čez 2 let dobim neko idejo, kaj bi napisal, sej tudi knjigo, isto knjigo, ki dvakrat bereš, jo čisto drugače vidiš, prebereš, tako da tudi jaz lahko zdaj neke stvari mogoče drugače napišem. Tako da imam na tem področju, imam še nekaj planov, kakor sem rekel, tudi rad sem dobil veselje do pisanja. No pa potovanja so moj plan, čim več videti. Tudi napredovati še v teh videih, rad bi kakšen malo bolj resen video posnel. Mislim, da sem ga tudi sposoben, samo malo več časa si moram vzeti. Ker je tako, ne, te moji videi taki, ki so in rečemo, če take videe delam, lahko tudi zelo veliko posnamem. Zdaj, če mi pa malo bolj resno, ne, potem bo pa 3-krat manj videov in 3-krat več rabim za nekaj bolj resnega. In imam letos, moram vsaj 1 ali pa 2 videa take narediti, bom šel v neki kraj in se bom to res, ne vem še točno kje, ampak sem to res posvetil. To je to, ne, tudi v kraju, da dobiš ljudi, da ti povejo, ne vem, če so v enem kraju v Bosni, ne vem, pa daš pred kamero še tam nekoga, ki, ne vem, najboljše čevapčiče v tistem kraju dela, pa unga, ki najboljši burek, pa kakšnega starejšega malo vprašaš, pa mladega, kako kaj je, pa zabava, tako da res narediš ono, ne vem, če en kraj pišeš, da je ono res, tako ko gledaš te profesionalne dokumentarce, ampak za to rabiš čas, ne, jaz pa rabim, ne vem, si v kakšnem manjšem mestu, si 2 dni vidiš vse okolico in to je to, če želiš pa kaj tazga posnet, bi mogel biti pol pa 5 ali pa 6 dni, ne, tako da to so, rečemo, plani za prihodnost. Jaz sem sicer gledalce že nekajkrat povabil na naročilo knjige, bi pa to neko zadnjo besedo pravzaprav prepustil vam, kaj bi sporočili bodočim bralcem knjige? Kaj je tisto, kar bi izpostavili? No, jaz bi predvsem ljudi pozval, naj berejo, ker branje je čudo, ne. Jaz sem prepričan, če bi ljudje 10% časa, ki ga preživimo pred televizorji, namenili branju, bi bili vsi toliko bolj pametni, toliko bolj uspešni, da si to ne moreš verjeti, ne. Kaj je enega znanja v knjigah, to je neverjetno. Jaz, kdaj kakšno knjigo preberem, sem veliko bolj samozavesten, ker si rečem, Madonna, koliko stvari zdaj več vem, kakor sem jih prej vedel, ne. Zdaj, moja knjiga je pa tudi, jaz bom rekel, naj si jo preberejo, ker prvič se nekaj iz nje naučiš, drugič je pa to tudi v nekih zgodbicah povedano, da je branje prijetno, ni težko, saj jaz tako mislim. Jaz sem imel za vzor tega Joea Sugarmana, ki je napisal to knjigo Priročnik za pisanje oglasov. To je ta knjiga, ki sem prej rekel, da če prebereš, da si 10.000 evrov več vreden. Naslov knjige je mogoče majčkeno čuden, verjeten je tudi zato tak, ker je ciljal predvsem na poslovne uporabnike, da jo bojo kupovali, ne. Ampak drugače bi pa ta knjiga piše o psihologiji pisanja. In je seveda tudi ta njegova knjiga iz tega vidika zelo dobra, ne. Jaz kdaj težko berem kakšne poslovne knjige, ki te nekaj učijo, ki je nekaj v detaljih napisano in jo je kar težko brati.
Ta pa ne, ta je pa vse v zgodbicah napisane, ampak iz teh zgodbic je pol bistvo potegnjeno in jaz sem probal nekako na tak način narediti, ne. Tako da sem večinoma vse v zgodbice dal, so da resnične zgodbice in potem kaj se z nje naučiš, tako da mislim, da je lahka za branje kljub temu, da se lahko veliko od nje naučiš in zdaj je čas dopustov, tisti, ko te na morje šli za na plaži, mislim, da je to zelo primerno branje. Seveda, komaj pa čakam, da dobim od ljudi odziv, kakšna je bila knjiga, ne. In zdaj tudi, če ti ljudi po mailu vprašaš, ne, ti bojo običajno po pravici povedali, ne. Zdaj, če ga v živo vprašaš, ne, je težko reči kakšno kritiko, ne. Če pa po mailu vprašaš, pa to so ljudje, ki se nikoli nismo videli, ne, bojo pa več ali manj po pravici po mojem povedali, ne. Oziroma, če mu bo knjiga za nič, ne bo rekel, da je fenomenalna, sigurno ne. Tako da se tega veselim, pa bom pol tudi več lahko o tem povedal. Na koncu zmeraj gledalci, bralci tisti, ki odločijo, ali je to okej ali ni. In zdaj, če bo tudi vseh teh 300 ljudi, ki je knjigo kupilo, reklo, da je pa za nič, ja, pol bom pa rekel, da pa res najbrž ni najboljša. Moraš biti tudi malo samokritičen, tudi o tem pišem, ne. Čeprav zdaj tistih par ljudi, ki je prebralo, ne, pa verjamem, da bi tudi kakšno več pripombo mu, ki si kot urednik bil, da kaj ni okej, ne. Tako da mislim, da je zelo dobra knjiga. Jaz lahko to potrdim. Pa bom kar jaz rekel, najlepša hvala za pogovor, no. Se mi zdi, da sva zajela vse, pa še zdajleč ni vse. Tako da za to hvala. No, če te lahko za na konec majčkeno spomnim. Seveda. Mogoče bi bilo lepo, da se tudi ti malo predstaviš, pa malo zase reklamo narediš, ko si jo zame tako lepo skozi delal in za mojo knjigo, ne. Bojo ljudje rekli, sta se vse to prej zmenila, da sem ti jaz naročil, pa ti nisem niti omenil, da moraš kakšno reklamo delati, sigurno, ne. Tako da povej, ti si napisal koliko knjig, mi smo tudi izdali tole Ti v moji krvi, zelo lepa knjiga, jaz vsakmu povem, da to jo mora vsak prebrati, še posebej oni mlajši, da bojo znali spoštovati svoje starše, res fantastična knjiga, potem imaš pa še ostale knjige, ta zadnja. Tako je, ta zadnja je pa Premlad, da bi umrl star, ki sem jo tudi z veseljem podaril za nagradno, za live, za rojsten dnevnik. Govori pa o izgubi, žalovanju, smrti, tako da je v bistvu nekako nadaljevanje. Tak duševni, nadaljevanje te prve, no. Pišem pa tudi te mladinske o dinozaurih, tisto je pa bolj za dušico, no. Tako da to ne bi tukaj sebe zdaj izpostavil. No, pravijo, se moraš malo pohvaliti. Mislim, se veš, ne, dejstvo je pa tako, ne. Si ti lahko najboljši pisatelj, pa če te ljudje ne poznajo, ne boš prodal knjig, ne. To je pa tudi res. Si pa dober, ampak ti veliko stvari fali, glih pri tej prodaji, nimaš spletne strani, pa take zadeve, ne, in je, ne, bi kdo rekel, sem jaz več knjig prodal kot ti, ne, pa sem jaz boljši pisatelj, ne, ni, ti si se lotil slabo, mislim, prodaje si se slabo lotil, ne, drugače pa, seveda to Ti v moji krvi sem prebral, fantastična, kakor sem rekel, no to pa tudi hvala, ker sem jo podaril, pa tudi enemu mojemu gledalcu. Tako. Jo bom pa tudi v prvi priliki, ki bo cajt, jo bom prebral, ker že zato, ker se poznava, pa zato, ker sem prvo prebral, pa
če je bila ta prva tako okej, sem prepričan, da je potem tudi ta, ne. Upam. Ali pa bom rekel, da je, no. Čeprav ne bom samokritičen, bom rekel, da je dobra. Tako. Ja. To je to, no. Še enkrat hvala, no, za pogovor. Tudi tebi. Gledalcem pa hvala, ker ste poslušali moje vprašanja, Tomaževe odgovore in še enkrat, da še malo povedem, še enkrat vabljeni v bistvu prvo k naročanju na kanal oziroma profil Tomaž Gorec, Ja. pa všečkanju videa, pa naročilu knjige, tako da še enkrat hvala. Hvala in hvala gledalcem.